Zdaj mogoče čisto začetek, da se malo navežem na prejšnjo predavanje, se mi zdi, da večinoma ste bili skoraj vsi. Zdaj za primerjavo s tem, kar je govoril Fifi, bom jaz malo drugače pristopil k samemu nasilju. Ne bi rad šel toliko ontološko oziroma metafizično, pogojno rečeno. Probal bom malo bolj tradicionalno k temu pristopati prek politične filozofije, pa tudi nekako obrniti celo stvar na nivoju praktične filozofije. Zdaj, kar se tiče same vsebine, pač so potem se nekako pojavila neka vprašanja, ampak mislim po samem predavanju, ampak se mi zdi, da tako ena res dobra poanta, ki je imel Fifi, je bila predvsem to, da je produktivno nasilje. Skratka, da nasilje ni nekaj, kar je bilo zgor neka represija, ki bi ovirala nekaj drugega in sama kot taka ne imela neke realnosti, ampak da je nasilje v bistvu tudi sama neka dejanskost, kar se mogoče sliši tako zelo, kako bi rekel, banalno, nič posebnega, ampak se mi zdi, da tukaj je neka cela konkretna ontologija odzadaj, kar se tudi nekako razkril, da je Fifi cilj na neko, kako bi rekel, spinozistično ontologijo, neke pozitivnosti. Tako da nekako to bi jaz tudi probal tukaj imeti v mislih, oziroma nekako tega bi se tudi držal, se mi zdi to pač močna teza. Kot rečeno, bom nekako probal malo drugače z tega vidika tudi analizirati nasilje, pač tako kot rečeno v politični filozofiji pa v praktični filozofiji. Zdaj, če se kar lotam stvari same, zdaj čisto, ko sem šel malo gledati te definicije nasilja, mi je bilo najbolj zanimivo to, da tukaj je res neka taka vrzel, ker se res polnijo ful različne definicije. Tako, nisem še videl nekih takšnih pojmov, takih primerov, ki bi bile definicije ali toliko banalne ali pa toliko konkretne, da bi že nekako razgubila svoj predmet. Se mi zdi, da tukaj je res neka taka zelo različne definicije nekako najdemo. Ne? In na zadnje včasih tudi izpade precej arbitrarno, čemu sploh rečemo, da je nasilje. Ne? Včasih se mi zdi, da se ful podarja nek fizičen aspekt, potem nekateri drugi bolj psihološki, da ne obstaja pač neko samo fizično nasilje, ampak tudi psihološko. Nekateri recimo pač posplošijo nasilje na vsak upor, če bi dal malo bolj politično, na vsako, mislim, večino nestrinjen recimo temu. Spet drugi recimo Balibar ima pa neko tako teorijo, ki je biti neko pogojno rečeno temu pravo nasilje v krutosti, ki je pač res nek tak eksces samega nasilja. Skratka, res tako en velik kompendium vseh različnih nasilij. Ampak, če bi nekako probali začeti z neko skupno točko vsega tega, čisto neko jedro, kako bi rekel, se mi zdi, da nekako se približamo temu s tezo, da je nasilje pač podobno kot represija, da pomeni neko fizično oziroma psihološko onemogočenje nečesa nekomu in se znajde v nasprotju s svobodnim konsenzom. Recimo Hannah Arendt je zagovarja nekaj podobnega. Ne? Ona govori o nasilju in oblasti. In to ni samo, to ni zgolj neka razlika, ampak ona gre tudi daleč, da reče, da sta nasilje in oblast pravzaprav povsem nasprotna. Recimo, citat, golo nasilje nastopi tam, kjer je oblast izgubljena. Zdaj, Hannah Arendt ima tukaj nasilje in tukaj se res razloča od oblasti za nekaj zgolj instrumentalnega. Nasilje je sredstvo za realizacijo nečesa drugega in kot takšno nasilje nikoli ne more nositi legitimnosti samo po sebi. Vedno nasilje nekako pravično z nečem drugim, nikoli pa ni nekaj, kar je bilo samo po sebi že tako legitimno. Ne? In tukaj je preprost razlog, zakaj je temu tako, ker je oblast tista stvar, ki pa je dejansko legitimna na sebi, je nek smotr na sebi, pač pove eksplicitno in to je nazadnje tudi njeno razumevanje političnega telesa oziroma oblasti kot take. Tudi recimo, če razumemo politično telo v razmerju, v nekem hierarhičnem razmerju, da ima vladajoče vladanje, je za Hannah Arendt to še vedno nekako vse temelji na splošnem konsenzu, na nekem strinjanju, na nekem skupnem delovanju, ker so te razlike utemeljene točno na tem strinjanju. Recimo, Hannah Arendt eksplicitno na neki točki reče, da za njo oblast ne more biti nekaj, kar je dominacija človeka po drugem človeku. In zanimivo je meni predvsem to tukaj, da kako vzpostaviti ta smotr na sebi, ni tako recimo, da bi bila oblast nekaj, kar je v vsakem aktualnem trenutku legitimna, sploh ne gre v bistvu za sedanjost, ampak ker izpostavi to, da oblast je v bistvu legitimna na svoj izvor, na neko svojo čisto obliki, ki je pač se v preteklosti zgodila, skratka na nek konsens, ki se na neki točki
zgodil in kot tak pač nosi legitimnost za vse naprejšnje trenutke. Ampak vseeno, na neki točki pa se ta smoter na sebi, ta oblast ne deluje več, nekje se ustavi in pojavi se nasilje. Zdaj, točno to je tukaj konec koncev tudi vprašanje, zakaj sploh pride do nasilja, če pa imamo oblast na sebi, če imamo ta smoter na sebi, če imamo oblast kot smoter na sebi. Hannah Arendt recimo pravi, nasilje lahko vedno uniči oblast, saj pride najučinkovitejši ukaz iz puškine cevi, ki rezultira v takojšnji in popolni poslušnosti. Kar ne more nikoli priti iz puškine cevi, je oblast. Konec citata. Ampak tukaj še vedno ni čisto jasno, zakaj bi sploh nekdo se znašel v poziciji, oziroma kako je sploh to možno, da dobimo nekoga, ki bi hotel uničiti nekaj, kar je pač smoter na sebi. Kdorkoli bi poznal ta smoter na sebi, to oblast verjetno ne bi imel nekega motiva, da bi to sploh hotel uničiti. Zdaj, Hannah Arendt tukaj ne reče, da je nasilje neka iracionalnost. Ona pripiše racionalnost samem nasilju, ampak ta racionalnost je zgolj instrumentalna, skratka, da je pač svet še vedno neka racionalnost, ki je usmerjena na razmislek učinkovitosti, kako doseči nek cilj. Tako da pač tukaj je nek tak zanimiv paradoks, dobimo, kako nasilje še vedno je, oziroma pač mu pripiše neko racionalnost, ampak hkrati še vedno tudi konec koncev pomeni neko vrsto nevednosti, oziroma napačnega mišljenja. Nekdo preprosto ne pozna oblasti, ki je smoter na sebi in zato na neki točki pride do nasilja. Zdaj, tukaj bi mogoče sam še dodal, kar se tiče Hannah Arendt, da vse ne moramo glih razumeti kot neko antirevolucionarko oziroma neko konzervativno politično teoretičarko, ampak zgolj to, da zanika nasilje kot pogoj revolucionarnih sprememb, kar pomeni, da verjetno, če lahko od nje pričakujemo nek koncept revolucije, bi bil to znotraj same oblasti. Ampak glih to je nekak paradoks, da tega na vse zadnje ne more priti, ker če postavimo to visok kriterij za samo oblast na nek način, da oblast sploh ne more obstajati. In to se mi zdi tudi pojavilo največ očitkov samih Hannah Arendt, da čist idealizira to oblast. In kar je tukaj še posebej zanimivo je to, da glih nasilje, ta definicija nasilja, ki ga postavi, rezultira v tem, da nasilje deluje čist arbitrarno. Ta definicija, kako razume samo nasilje, je v bistvu vse podrejeno temu, kaj za njo oblast je, ki pa je pač nekako čist idealistično postavljeno. Zdaj na drugi strani, recimo neka čist druga teorija, ko sem jo našel, bi bil recimo Walter Benjamin. Za razliko od Hannah Arendt, ko ne govori sploh o oblasti, govori bolj o pravu, ampak tukaj se mi zdi, da neko sorodnost in bi nekako zanimaril to razliko. Ampak fokus je pa pri njemu čisto na drugi strani. Zanj je vse nasilje. Nasilje recimo razdeli na pravo postavljajoče in pravo ohranjajoče. In če pravo tvori jedro družbe, če pravo pomeni zakone, ki omogočajo neko skupno življenje, potem pravo postavljajoče nasilje pomeni nekaj, kar je bistveno del oblasti, to je pa nekaj, kar je Hannah Arendt prav eksplicitno sama zavrnila. Zdaj, čisto za primer, kaj je dejansko pravo ohranjajoče nasilje, se mi zdi dosta klasičen primer policija, ki ga tudi mislim, da navede Benjamin. Recimo policija uporablja neka represivna dejanja, neke postopke, ki grejo proti volji posameznikov in posameznikov, ki so kršili zakone in to nekako, ki predstavlja neko jedro družbe. In to se mi zdi pač dosti rudimentarno, ampak dosti, kako bi rekel, definicija. Bolj se mi zdi težavno njegovo razumevanje pravo postavljajočega nasilja. To je nasilje, ki ne pomeni le, da gre za neko reprodukcijo družbe, za neko varnost, za neko ohranjanje zakonov, ki so že vzpostavljeni, ampak pomeni, da dejansko obstaja nasilje, ki vzpostavlja samo pravo, ki vzpostavlja iz tega vidika tudi samo družbo. Zdaj vprašanje je čisto, kako lahko sploh kaj takšnega obstaja, če dejansko lahko nasilje to nekako sprovede neko družbo. In zanimiv primer, ki ga tukaj navaja Benjamin za to vrstno nasilje, je primer razrednega boja v podobi zajamčene pravice do stavke od delavcev, kakor sam temu reče. In zdaj prva, zakaj je stavka sploh nasilna?
Po Benjaminu zato, ker ne gre opustitev delovanja kot je služba, skratka, da ne gre za to, da bi nekdo ne hotel delati pod nekimi pogoji, ampak gre za to, da hoče spremeniti same te pogoje, ki mu niso všeč. Kar pomeni, da gre proti neki volji, ki so pač na strani delodajalcev in tukaj imamo tudi konec koncev nek konflikt med njimi. Ne? To je zadosten pogoj, da Benjamin temu reče nasilje. In zakaj stavka tudi neke vrste pravo? Ker gre za zajamčeno pravico, zajamčeno strani države, reče Benjamin. Zdaj na nek način verjetno lahko po mojem tudi na ta način razumemo nasilje. Po mojem, mislim, težko najdemo tudi nek tak, kako bi rekel, logičen pomislek. Se mi pa zdi, da dejansko pridemo do neke inflacije koncepta nasilja, kjer dobimo v bistvu, kako bi rekel, neke sem še notranje variacije tega koncepta. Ne, imamo takšno nasilje in takšno nasilje in takšno nasilje. Jaz pa recimo raje, kako bi rekel, zagovarjal neke bolj neskončne diferenciacije, ki bi se bolj osredotočale na različne koncepte, kot pa na te variacije. Recimo, če se ena taka opombica če je kakšen spinozist tukaj, jaz bi probal na ta način tudi razumeti Spinozovo substanco, ta njegov absolut. Ne, da je vsak modus neka variacija znotraj substance, ampak da je njena modifikacija, notranje gibanje ali izražanje, malo bolj delozovsko rečeno, ampak da je modus substanca prav potem, da je zamejen, da je primarno na samem modusu, ne pa na substanci, pri čemer so meni njegova zamejenost in neskončno preseganje zamejenosti. Recimo neko tako heglovstvo brez teleološke forme pojma. Ampak dosti tega intermeca. Če Benjamin govori o pravo postavljajočem nasilju, potem ni ravno jasno, v čem se nasilje razlikuje od razrednega boja. In tukaj se mi zdi, da je ta problem teh variacij nasilja. Vsak upor je že nasilje. Imamo blankizem, ki je pač, recimo, površno rečeno neko fizično agresiven upor elit, imamo nek sindikalističen protest, imamo nek pacifističen upor, imamo neke divje besne množice in tako naprej, in to navsezadnje so zgolj variacije enega in istega. Recimo, za razliko od Hannah Arendt, Benjamin ne postavil čisto idealističnega koncepta oblasti, kjer je pač za nek smotr na sebi, ampak samo oblast, oziroma temu, kar on reče, pač pravo opiše konflikt oziroma razredni boj. Pač to dejansko pomeni, da je pravica do stavke interna samopravo. Pač na neki točki so si z bojem delavci izborili te pravne pravice oziroma te pravice znotraj prava in zato tudi reče Benjamin, da pravo ni absolutno, so bili konfliktne, antagonizme in tako naprej. Ampak to po mojem še, tako kot sem rekel, ne pomeni nujno nasilja. Pač jaz res ne bi se strinjal s tem, da je vsako nestrinjanje že kar nasilje. In glih stavka se mi zdi pač točen primer tega, da stavka ničesar ne spremeni na silo in sicer prav zato, ker se dejansko sklicuje na pravo, ker ne naredi tega pritiska neposredno, ampak sklicevanja na nekaj tretjega. Tako da stavka samo po sebi ne ukine ničesar, ne preprečuje nekega delovanja oziroma nekako vrši spremeni neko delovanje neposredno, ampak prek sklicevanja na pravo oziroma moralo, karkoli že. Skratka, nasilje in pravo oziroma oblast bi lahko rekli, da nista ista zadeva, kot nekako izenači Walter Benjamin, in tukaj bi se jaz vsaj na tem nivoju strinjal s Hannah Arendt. Nasilje pač ne more biti tvorec oblasti oziroma prava. Natančneje rečeno, oblasti ali prava ne moremo zreducirati na nasilje, še manj, da bi bilo nasilje bistven del oblasti ali prava. Kar pa ne pomeni, da ne obstaja pravo ohranjajoče nasilje, kot je pač pokazal Benjamin, skratka neko nasilje, ki je del oblasti, del funkcioniranja same oblasti, in tukaj bi se bolj strinjal dejansko z Benjaminom, kot pa z Hannah Arendt. Tako smo nekako prišli do tega, da nasilje ne more postavljati zakonov, ne more tvoriti oblasti, ampak vseeno oblast ne more funkcionirati brez samega nasilja. Oblast ne more obstajati, ne more zagotoviti svoje reprodukcije, svojega trajanja, če nekako temu ne dodamo nasilja.
Tako na tej ravni, če postavimo neko provizorično definicijo, je nasilje neko namerno dejanje nasprotovanja nekomu, ki je neposredno usmerjeno v preprečitev oziroma spremenitev njegovega dejanja, kar rezultira v ohranjanju oblasti in ne v njenem vzpostavljanju. Zdaj, še en tak primer, ki gre mogoče proti temu, tako res na hitro, ker malo preveč o tem govorim, je recimo ISIS, svojo islamsko državo. Pač to je neka taka paradoksna država, ki se zdi, da je ponotranila nasilje do te mere, da se zdi, da je v bistvu nekako to zunanje sovraštvo, nasilno sovraštvo že konec koncev tudi samo notranja kohezija njihove družbe in države, pač ki nekako to nasilje, kot da poenoti vse to, se njihove pristaša, kako bi temu rekel. Ampak tukaj se ne bi čisto strinjal, mislim, ne bi šel toliko dalj s tem, ker nasilje pri ISIS-u ni del nekega notranjega prava oziroma neke notranje kohezije, ker v bistvu na nek način sploh nimajo notranje kohezije, ampak njihovo državo, recimo otvor točno to, da imajo zunanjega sovražnika, da imajo neko tarčo do nasilja in tukaj manjka glih ta hegelovsko rečeno nek spekulativen obrat, neka pozitivacija tega, da bi našel neko tudi notranjo identiteto. Tako da nekako glih tukaj je zanimivo pri ISIS-u, da dokler obstajajo njihovi sovražniki na nek tak zelo aktiven način, ne samo neki fiktivni nasprotniki oziroma neke drugačne države, kako bi temu rekel. Skratka, dokler obstaja neko zunanje nasilje, obstaja država, ko pa ne obstaja več tega, pa dejansko ne, glih zaradi tega, ker nasilja niso ponotrani. Oziroma nekako sem pripričan, da tega ne morajo, glih zaradi tega, ker ne obstaja pravo postavljajoče nasilje. Skratka, nekako temeljna poanta vsega tega je to, da nasilje in oblast oziroma pravo nista ista, da nista ista zadeva in je treba nekako tukaj razločiti to. In zdaj, za konc teh primerov bi omenil sam še enega, ki se mi zdi, da nekako dobro povzema to dilemo ločevanja nasilja in oblasti oziroma konsenza, ampak z dosti drugačnega kota, z nekega precej različnega vidika. In to je Louis Althusser. Zdaj, on je izmed teh teoretikov, ki v bistvu nikoli ni toliko poudaril nasilja, nikoli ni toliko govoril o represiji, oziroma to ni bila tista njegova glavna teza. Mislim, da je pa pač preprosto enačil represijo in nasilje, da tukaj ni videl dosti velike razlike. Represija mu je pa nekako pomenila način, kako buržoazna država deluje, način, kako uveljavlja svojo, oziroma kako reproducira svojo oblast. Tudi razlika, ki jo izpostavlja Althusser med represivnim aparatom države in ideološkimi aparati države, se mi zdi nekako, da je korelativna razlika med nasiljem oziroma represijo in ideologijo na drugi strani in se mi zdi, da na delu točno ta zgodba. Zdaj, prvo tukaj treba omejiti, da pri Althusserju za razliko od Hannah Arendta pa Benjamina spostavil, upelje koncept, ki je ideologija, ki je seveda povsem drugačen od oblasti, kot recimo razume Hannah Arendt, da ni to nek konsens, skupno delovanje, skupno mišljenje, kaj podobnega. Ampak da gre za, recimo malo banalno rečeno, da gre za nekaj, kar formira samo naše mišljenje, ne pa kar bi naše mišljenje formiralo. Tako recimo ideološki aparati države so tisti, ki izvajajo to ideološko formiranje mišljenja posameznikov, delajo iz individualne subjekte, kot pravi Althusser, kot je pač šola, mediji, kultura, šport in tako naprej, tukaj resno šteje marsikaj in to se mi zdi tudi nek simptom nekega problema. A po drugi strani pa, za razliko od ideoloških aparatov države, obstaja še represivni aparat, ki tukaj Althusser zelo preprosto reče, da delujejo na represijo, na nasilje v razliki na ideološke aparate, ki delujejo na ideologijo. In tukaj, če rečemo, da represija pomeni neko dejanje, ki gre proti volji nekoga, konsens pa je v skladu z voljo nekoga, in potem ideologija tukaj tista stvar, ki neprisilno formira mišljenje, da nazadnje pride do konsenza. Skratka, ideologija je tista, kako nekako obrne konsens, da je skonstruiran, ne pa da sam konstruira.
in ideološki pragi države, recimo so tisti, ki to nekako naredijo. Ne. Ampak drugi glih tudi vidimo nekako, da represija tukaj ni v spredju, da je ideologija in vprašanje je tudi, zakaj točno. Ne. En dosti banalen razlog je v tem, da represija v bistvu pomeni Altiserju neposredno prisilo, psihično, fizično, da so sejem, recimo zakon in pravo, da razume bistveno kot represivno. Nekako v temelju je zakon za njega nekaj, kar ukazuje, kaj moramo narediti, sicer nekako pride do tega, da stopijo neke kazni in tudi sam reče, da pravo nekako realizira kaznovalni sistem in policija in podobno. Ne. Tako da pravo je za njega bistveno represivno. In ker hoče s tem Altiser konec koncev poudariti, je to, da nasilje ni zadost, da mora vsak zakon in vsaka represivna instanca, vsakič, ko se nekako usmer na neko dejanje, neko kršitev zakonov, da se mora nekako vsakič znova posamezno lotiti vsake kršitve. Vsaka kršitva, ki pride, je vsakič posamezno objekt samih represivnih aparatov države. Ne? In če vsakič treba posamezno, vsakič znova intervenirati, potem nekako glih to je nek temelj negotovosti, ko bi rekel, ne zagotavlja glih trajanje oblasti. Ne? In tukaj Altiser vidi potem to, da se opelje ideologija, ki pa nekako privedeva, da ljudje delujejo povsem sami, da nekako ne rabijo zakonov, da se strinjajo zakoni oziroma nekako, da so sploh ne razmišljajo zakonov, ampak delujejo konec koncev zaradi tega, ker tako mislijo in tukaj on vidi to funkcijo ideologije. Ne. Prav zato, ker nekako represija je tista, ki ne more trajati, ker se vedno vsakič znova na vsako posamezno stvar osredotoči, ideologija pa pač preprosto laufa. Ne. Tako da na koncu pridemo do precej drugačne situacije kot pri Hannah Arendt. Nasilje je del oblasti in to lahko Altiser zaradi zato, ker oblast pri njemu ni idealizirana v neko skupno delovanje in konsens. Pač pa dejansko pomeni to, ker Hannah Arendt zavrnila neke vrste dominacijo človeka nad človekom, le da nekako govorimo o represivnih aparatih države oziroma nasilju, tukaj pride zraven prisila, medtem ko govorimo, da je ideologija, ki je tudi neke vrste oblast oziroma je sama oblast, pa pomeni bolj svobodno dominacijo človeka nad človekom. In situacija tukaj tudi dosti drugačna, kot pri Walterju Benjaminu. Oblast sicer pri obeh ni idealizirana, oziroma nekako Benjaminu piše ta razredni boj v samo oblast po pravo, ampak za razliko od Benjamina Altiser ne trdi, da je oblast samo nasilje, oziroma ne enači tega stvari. In trdi, da vzpostavljanje prava implicira v bistvu nekakšno prostovoljno podrejanje, oziroma temu, o čemer smo rekli, ideologija. Zato tudi pač ne more biti pri njemu vsak upor oziroma protest nasilno dejanje proti oblasti. Ampak tukaj je glih v tem poudarjanju ideologije, se mi zdi, da Altiser na koncu tudi zgubi sploh neko pojmovanje nasilja oziroma represijo in pridemo točno do tega, ker sem na začetku rekel, da je represija zgolj prepreka za nekaj drugega, oziroma če gremo v zadnji instanci do tega, Altiser niti ne zna pojasniti represije, niti zakona konec koncev, ker ne zna pojasniti, zakaj bi sploh nekdo, kako konec koncev zakon sploh deluje. Ne? Če bi nekdo rekel, da se pač, če bi nekdo pojasnil zakon, zakaj nekdo reagira, bi pač Altiser rekel verjetno, ja, zaradi tega, ker je tukaj na delu neka ideologija, ampak ravno tukaj ne moramo reči ideologija, zaradi tega, ker ideologija je pač striktno ločena od represije. Ne? In tako da dokler poudarjamo ideologijo in naredimo vso pravo pač striktno za represivno, kot naredi to Altiser, pač zgubimo samo represijo oziroma nasilje. Skratka, to so nekako tri dosti različne zgodbe, kako so se lotili te teoretiki koncipirati nasilje. In da so vsaka po svoje iztečejo nek dead end razmejevanje nasilja od tistega svojega drugega. Ne. Recimo, prvič je bilo nekako to instrumentalno delovanje, ko oblast ponikne in konsens ali splošno strinjanje ni več prisotno, potem nasilje je vsako delovanje nasprotovanja delovanja nekomu drugemu, pa če se sklicuje na pravo, moralo, Boga, karkoli že. Potem tretjič je pa nasilje neko delovanje, ki psihično ali fizično nasprotuje nekomu drugemu in kot tako, kot neposredno nasprotujoče,
ne more delovati samo, potrebuje ideologijo, s tem pa nasilje potem na koncu spet izgubi neko svojo realnost. Tako nekako v vseh teh treh preigravanjih nasilja in oblasti se vedno nekako ena izmed teh izmuzna. Ampak, če nekako probamo vseh teh treh različnih dead endov, kako bi rekel, vseh teh treh partikularnih soočanj s konceptom nasilja, vseeno sestaviti vseh teh stvari neko definicijo. Bi probal reči, da nasilje nekaj takšnega, oziroma nasilje ni nekaj takšnega, kar bi preprečevalo, ampak da je bolj to, da nasilje to, kar deluje proti volji nekoga in sicer na ta način, da mu brez sklicevanja na nekaj tretjega neposredno določi nadaljnje delovanje, ki ni v skladu z voljo tega, na katerega se je nasilje usmeril. Ne pa, da bi bilo tukaj neko zaviranje oziroma neka preprečevanje samo po sebi. In takšno delovanje na družbeno-politični ravni pomeni izvajanje oblasti za njeno reprodukcijo. Zdaj, to se mi zdi nekako neka definicija vseh teh treh primerov, ampak še vedno si mi nekako pomanjkljivost v tem, da sploh ne pridemo do tega, da bi vedeli, kako nasilje deluje, kako nasilje uporablja recimo oblast, ali uporablja samo oblast in tako naprej. Zdaj, tukaj nimam glih nekih pretenzij, da bi se lotil po neke celovite definicije, tudi pač te tri primeri se mi zdeli zanimivi zaradi tega, ker se precej razlikujejo med sabo in iz teh razlik se mi zdi, da se lepo da sestaviti neko definicijo. Tako da pač ne bom zdaj dal nekih celovitih obravnav nasilja, ampak bi pa začel iz ene osnovne postavke in to je to, da je nasilje last države in da je to edino legitimno nasilje in glih kot legitimno nasilje lahko traja, se vrši kontinuirano v nekem takem Weberovskem smislu skoraj recimo. Ampak namesto Webera bi se fokusiral v bistvu na enega dosti nezanimivega tipa, ki mu ime John Locke. In nekako razlog je v tem, da gre v bistvu za nekoga, ki je res tako konkreten liberalc in je zanimivo, da res zagovarja toleranco in svobodo, ne vem kaj še se na vseh ravneh, ampak hkrati pa, ko pride do nasilja, pač zgovori, kako bi rekel, zelo angažirano, zelo po eni strani zavrača nasilje, po drugi strani pa iz tega naredi na nek način celo temelj družbe, oziroma družbe in politike. Zdaj, čist prva stvar, ki bi omenil pri Johnu Locku, je to, da ko Locke govori o naravnem pravu, se tukaj pojavlja ponovati neko razumevanje, kot da je to neko zgodovinsko stanje, ki ga išče. In tukaj se mi zdi, treba to razumeti res drugače. Tudi če beremo Locka, to res ni veliko primerov, da bi on govoril, da je to naravno stanje nekega naravnega človeka, ki je obstajalo. Mislim, se gre to za neki imaginarij 18. stoletja, vsaj v Evropi, kjer so nekako napredni, razviti civilizaciji, iskali te divje ljudi in ne vem kaj še vse. Ampak gre v tej refleksiji, ki je on tukaj naredi za nekaj dosti drugačnega, se mi zdi. In tudi se mi zdi, da podoben poskus naredita Hobbes in Rousseau, da spet ni to iskanje neke realne zgodovinskega stanja, neko naravno stanje, ki bi na začetku zgodovine obstajali. Ampak gre v bistvu za to, da najde Locke neko tisto, kar je najbolj temeljno v sami družbi. Ne da bi se pač postavil iz družbe, ampak da išče neke temeljne značilnosti človeka, da išče neko bistvo človeka v njegovi interakciji z drugimi ljudmi. In kar je tukaj zanimivo, recimo, da probam še malo podkrepiti to tezo, je to, da ko Locke pride do nekega bistva človeka, recimo temu, kar on pač bi rekel temeljna postavka, je to izpelje v bistvu iz krščanske teologije. Recimo iz tega, da kritizira očetovsko oblast in tako naprej, to je res nezanimivo. In ker je tukaj zanimivo, da potem na neki točki, ko spostavlja to bistvo človeka oziroma neko ključno razsežnost na podlagi krščanske teologije, potem dejansko tudi išče neke empirične primere, gre gledati,
kje so mislim, proba nekako ima to težnjo, da bi poiskal neko empirično stanje, ampak to se mi zdi, ki bi ustrezal nekomu naravnemu stanju, kot ga on koncipira, ampak to je po mojem zgolj neka empirična verifikacija te pač malo bolj teoretskega pristopa. No in kar je bistveno zdaj za to naravno stanje, se mi zdi, da je neko zelo tako paradoksno stanje, ker to je stanje, ki konec koncev ne more trajati. Ne? Neka taka paradoksna situacija se vzpostavlja v tem, ker reče Locke, da je človek po naravi družbljiv, da je človek po naravi bistveno težje k druženju z drugimi ljudmi, ampak ta bližina hkrati pomeni tudi, ta naravna bližina pomeni tudi neko negotovost za njega samega. Ne? Recimo človek v naravnem stanju je človek pri sebi, je svoboden, poseduje svoj razum, svoje telo, lahko brez kakršnihkoli problemov dela in si ustvarja neko lastnino, ki mu služi za preživetje. In tukaj je tudi zanimivo to, ne, da ni nekih nobenih principov čistega stanja, ni nobenih, recimo temu, materialističnih problemov. Tako prostora je zadost, vsak ima zadost prostora, da lahko, mislim, da lahko si naredi neko posest iz tega, ker si nekako zagotovi svoje preživetje, svoj dom, hrano in tako naprej. Sprav, tukaj ni nobenih problemov, kar se tiče recimo prostora, ki pri Rousseauju postane en tak velik problem, oziroma Rousseau je pač recimo en za prvih, ki to upošteva, neke omejitve naravnih prostora, ampak tukaj je nek tak, kako bi rekel, lep materialističen svet, ker noben ne ovira drugega, ko dela to, kar pač dela. Ne? In recimo tudi to, če nekdo dela na ničem, to pomeni za Locke, da je vložil pač nek trud v to in to je za njega temelj lastnine, ampak če nekdo neha delati na tem, tudi zgubi pravico do te lastnine in tudi tukaj še en argument z njegove strani, zakaj se lahko te stvari tudi menjajo in zakaj nekdo lahko zgubi, nekdo drug to dobi. Ne. Skratka, nobenih problemov tukaj ni na nekih materialnih pogojih za Locke, ampak kar je zanimivo, da pa vsem na neki točki pride do nečesa takšnega, oziroma vsaj nek formalen strah se tukaj pojav pri Locku, da nekdo vseeno skuša vzeti lastnino nekoga drugega, pa če je to lastnino razumemo malo bolj širšem smislu, oziroma malo bolj specifično kot razum, telo ali pa nek zunanji predmet, ki je v posesti tega človeka. Skratka, nekdo se najde, ki hoče to vzeti nekako. Ne? Ampak to dejansko ne bi smelo biti mogoče, saj da ne obstaja noben razlog, da bi do nečesa takšnega prišlo, saj ne v teh materialističnih okvirih. In kar Locke čist mimogrede nekje reče, je to, da to pomeni neko pokvarjenost, neko sprevrženost izprijenih ljudi, ki naredijo to nasilje dejanje, ki pokvari naravno stanje, pač neki pokvarni ljudje, ki so podvrženi strastem, ampak vseeno pa nekako sploh ne pove, zakaj, kje je nek motiv, zakaj bi do tega lahko prišlo. Ne? Ampak, kakor smo rekli, če naravno stanje ni realno, če ni pomembno, je to, da obstaja, tudi ni pomembno, zakaj do tega ni pomembno ta nemožnost obstaja, ta paradoks v nekem ontološkem smislu, ampak je zanimivo, kako ga razume Locke, zakaj ta njegov strah pred nasiljem, kako bi temu rekel. Recimo Locke je, oziroma vsi teoretiki naravnega prava, govorijo o neki svoji metodi, ki je regresivna metoda očiščevanja zdajšnjega družbenega in političnega stanja, vse do bistva človeka in družbe. Skratka, ni to, da bi iskal naravno stanje, ampak je regresivna pot do samega bistva. In tukaj pač je pomembno to, da začenjajo same družbe, začenjajo same politike in naravno stanje je treba brati na ta način, da pomeni neki politiki, da je v funkciji razumevanja same politike. In če gremo še malo bolj konkretno pogledati to naravno stanje, recimo to je neko stanje, kjer ne veljajo zapisani zakoni. Locke to eksplicitno pove, da ni ekspliciranih zakonov, nikjer ni zapisano, prav zato, ker ni zakonodajne oblasti, ki postavlja te zakone. Po drugi strani tudi ni izvršilne oblasti, pač ni nekoga, ki bi skrbel za to, da se do nasilja ne bi prišlo, ki bi to sankcioniral in tako naprej. Ker pa dejansko pomeni to, da če ni izvršilne oblasti, neke pač, kako bi rekel, neke krovne entitete, pa dejansko vsak sam tukaj tisti, ki
ki je izvršilna oblast, vsak je sam svoj kralj, tako rekoč. Kar pomeni, ne samo to, da je svobodno kakorkoli, ampak da se ne more sklicati na neke zakone, ker če se pač pride do neke kršitve, do neke nasilja nasproti njemu, ker ti zakoni ne obstajajo v neki eksplicirani obliki. Tako da dejansko preostane še to, oziroma ne more se tudi nekako zanašati na to, nekoga drugega, da bi pač z nasiljem posegel nasilje, ki je bilo izvršeno nad njim. Tako da lahko prestanemo samo še to, da na neko nasilno dejanje odgovori sami in to seveda pač nasilno, ker drugače ne more reagirati. Zdaj nasilno dejanje po lahko tukaj neka intervencija, nek poseg v pravice nekoga drugega, recimo rekli smo, da z te pravice razum, telo pa lastnina. Ampak tukaj ni bistveno čisto, kako on razume lastnino, ampak kako deluje to nasilje, kakšno funkcijo ima bolj epistemološko gledano. Zdaj ta odpoved nasilju vsakega posameznika, to, da je pač vsak sam neka izvršna oblast, pomeni, da to naravno pravico do nasilja, da se nekako temu odpove in prenese legitimnost tega izvajanja na politično oblast, skratka, da prenese na nekoga tretjega. In to je nazadnje tudi konstitutivnost za samo politično oblast oziroma za politično telo, kot on temu pravi. Tako da politično pravo oziroma neke vrste vladanje, politično telo, obstaja takrat, ko se mora vsak, ko pride do kršitve njegovih pravic, sklicati na nekoga tretjega in ne neposredno uporabiti svojo lastno naravno pravico do nasilne reakcije na nasilje. Skratka, nasilje mora prepustiti neko izključno last, da ga izvaja neka politična oblast. Skratka, s tem, da prijemo nekega legitimnega nasilja, ki se ga pač lasti država. In to je pač samo bistvo za konstitucijo političnega telesa. Skratka, to, da se od vsako odpove nasilje, da se prenese na neko tretjo instanco, ki s tem šele konec koncev tudi nastane. Če se tega pač naredi, pridemo na neki točki do vojnega stanja. In zdaj, tukaj se mi zdi malo bolj zanimiv del Locka, glih v tem vojnem stanju. Kako sploh pride do vojnega stanja, to je bistveno drugače kot naravno stanje, to ni ista zadeva, ne? Ampak ni pa čisto jasno, kako se lahko razlikujeta, glih zato, ker ni jasno, kako je možno neko nasilno dejanje, kaj je nek motiv. Ne? In tukaj vidimo pri Locku en tak velik preskok od naravnega stanja do vojnega stanja. Zdaj, naravno stanje pač ni vojno stanje, ampak po Locku se nekako zdi, da bi v vsakem trenutku to lahko postalo. In tukaj vidimo, kako lahko Locke kako koncipira nasilje, oziroma kako nekako vidi nasilje kot nekaj, kar je bistveno epidemično. Citiram. Zato ni protipravno, da človek ubije tatu, ki ga ni niti najmanj ranil, niti naznanil namere, da poseže po njegovem življenju in je porabil silo le, da bi me dobil v oblast, čeprav do nje nima pravice. Naj bo njegova namera kakršna že, ima vse razloge za domnevo, da mi bo, ko me bo dobil v oblast, hotel vzeti tudi vse drugo. Skratka, pač nekdo, ki naredi nasilje pri Locku, se takoj pojavi nek strah, da bo pa naredil točno vse drugo. Če nekdo ukrade, ne vem, neko vodo, je pač strah, da te bo pač, ne vem, tudi kaj še vse naredil. Ne? Pač res tukaj se odpre neko neskončno brezno za Locka. In tukaj ne gre v bistvu samo za neko stopnovanje znotraj nasilja, ampak ker je tukaj še huj, da gre v bistvu za nalezljivost enega nasilja na drugo. Skratka, da gre za prenos avtomatski iz nasilja v enem razmerju na nasilje v nekem drugem razmerju. Ampak pač to dejansko res ni čisto samoumevno, ne? Zakaj bi sploh prišlo do neke take epidemičnosti nasilja oziroma neke nalezljivosti med odnosi. Čisto preprosto rečeno, niti ni nujno, da bi prišlo do nekega povratnega nasilja, ne? Pač nekdo mogoče ni zadosti močen, da bi se oprl, mogoče nekdo dejansko uživa v nekem nasilni reakciji, ampak pustimo neko takšno logiko perverzije. Kar je tukaj še najbolj zanimivo je to, da pride do neke da pride glih do tega, da iz enega posameznega nasilja pride, da nasilje postane neko splošno stanje po Locku, ne? Tukaj se mi zdi, da tudi konec koncev lahko temu vidimo te logiki nekako nasilja, ki deluje pri Locku. In to je nekakšna logika marksovske oziroma marksistične logike razširjene reprodukcije, ko pač vsako nasilje tera neko novo nasilje, kot da bi si ta nasilje konkurirala in bi nekako to šlo v neskončnost do nekega
univerzalnega stanja. Ne. Se pravi, nasilje nikoli ne more biti partikularno priloko, ampak takoj, ko pride do enega, pač pride do vseh in nekako se univerzalizira to stanje nasilja. In na ta način ta logika nasilja deluje v bistvu iz pozicije družbe in politike. Kolikor ni politična oblast edina, ki bi vzpostavljala zakone, se pravi, kolikor ne obstaja to politično telo, ki ga lahko hoče skonstruirati, in to telo, ki bi skrbelo za realizacijo teh zakonov s pomočjo izključne pravice do nasilja, bo pač iz enega tega nasilnega dejanja takoj prišlo do nekega univerzalnega stanja nasilja, ki pač njemu pomeni vojno stanje. In tukaj tudi ni, mislim, ne gre tukaj samo za nek strah, za nek imaginarij, ampak gre v bistvu za ta imaginarij te logike priloko tudi vpliva na delovanje same nasilja, kakor ga on koncipira. Vsako nasilno dejanje v družbi bo kaznovano, pač rekli smo, da ne gre za preprečitev, ampak gre v bistvu bolj za neko kazen, oziroma za neko usmerjeno delovanje, ampak kar je pomembno hkrati, da ne bo samo kaznovanje, ampak bo tudi preventiva za druge, ampak za tiste, ki dejansko tega nasilja niso naredili. Tako da kaznovanje nekega nasilnega dejanja bo pomenilo usmerjanje dejanja nekoga drugega na ta način, da se poseže v njegove pravice in določi, kaj lahko počne, pač, ker recimo kakšno zaporu, pač ni glih kaj dosti, ampak še vedno, če se držimo te spinozistične linije. In kaznovanje nekega nasilnega dejanja bo pomenilo prikaz za neke druge, skratka, da se pač vidi kaznovanje zločila v učenjikih drugih. In prav tukaj, da razumemo to, moramo razumeti, da je tukaj na delu logika razširjene reprodukcije nasilja. Kot smo temu rekli, glih po to fantazmi, da je postalo iz enega partikularnega nasilja neko univerzalno stanje, vojnega stanja, recimo, kjer se nasilje univerzalizira. In to je točno to, čemu Etienne Balibar pravi preventivno proti nasilju, preventivno proti nasilje, ki je dejansko legitimno nasilje in to logiko vidimo, kot rečeno, preloko v tem imaginariju, ki določa politično oblast in jo tudi v bistvu iz njegovega vidika, ki je vidik politike, upravičuje to politično oblast v njenem izključnem in legitimnem izvajanju nasilja. Zdaj, po mojem, lahko tudi s tem konceptom preventivnega protinasilja, ki v bistvu pač veliko bolj nasilna, kot samo nasilje, kako bi temu rekel, pa s tem konceptom se mi zdi, lahko tudi pojasnimo, zakaj je nasilje še toliko bolj brutalno do same zunanjosti. Rečeno drugače, vsak, ki z nasiljem dejanje krši zakon, in vsako nasilno dejanje krši zakon, saj nasilje pripada le oblasti, zakonom in represivnim instancam. Skratka, s tem se vsak postavi do političnega telesa v vojno stanje, tako da se pride na kršitve si v vojnem stanju, v zunanjosti tega političnega telesa. Če pa si tukaj predstavljamo, recimo, da ni zgolj to nek notranji pripadnik, ki se postavi v vojno stanje, ampak da je to še nek tujec, dobiš, ki ima še nosi neko dodatno dimenzijo zunanjosti, tako rečeno, potem lahko tudi razumemo, zakaj se v aktivnem podpiranju političnega telesa v nekem stanju grožnje zunanjosti, recimo, toliko nasilno angažira samo ljudstvo, zakaj pride do nekih takih res ekscesnih stvari, kako bi temu rekel, kako je bilo recimo vidno tudi v begunski krizi, ko so pač nekateri konzervativni domačini se zdi, so nekako celo bolj sovražni folk, ki je podpiral begunce, kot pa begunce same. Ne. In zdaj, kar je tukaj zanimivo, je tudi to, država, ki se pač znajde tukaj nekje vmes med enim in drugim, pač ne more biti na nobeni strani in tukaj res nekako deluje tem strahu pred množicam, kot reče Balibar. Recimo na eni strani svojim nasprotnikom, pač v tem primeru tisti, ki so podpirali begunce, ne more pač pustiti nasprotovanja, čisto preprosto zato, ker nekako nasprotujejo sami državi. Po drugi strani tudi prevržencem, tisti, ki so bili proti beguncem, ne more nekako prepustiti tega, da si vzamejo nasilje v svoje roke, ker to je konec koncev to, kar tvori samo politično telo v tej izvršilni oblasti. Ne. Ampak, dosti to begunci.
Skratka, če se nekako, če potegnemo črto tukaj po vsem tem, bi lahko še enkrat nekako povedal to osnovno definicijo nasilja. Skratka, to da ni nekaj, kar preprečuje dejanje, ampak je dejanje proti volji nekoga, oziroma še malo tečneje, je proti svobodni volji nekoga v smislu njegovih pravic do sebe, oziroma svojega razuma, telesa in lastnine, čisto v lokalskem smislu, kar pomeni neposredno vsiljevanje njihove drugačne rabe. Ta neposrednost pa pomeni, da se to stori brez sklicevanja na nekaj drugega, skratka, brez sklicevanja na pravo. In to velja tudi tako za nelegitimno nasilje, kot tudi za legitimno nasilje, če malo poenostavimo, za nasilje posameznika in za nasilje oblasti. Razlika tukaj je to v bistvu, da nelegitimno nasilje, pač da nekdo naredi nasilje, ki ni iz pozicije oblasti. Da tukaj je v bistvu objekt nek drug posameznik kot tak, pač v kateremkoli določitvi oziroma z katerakoli razloga že, niti ni pomembno. Medtem ko nasilje oblasti pa ima za svoj objekt nasilje tega posameznika in ne posameznika pač kot takega, ampak v bistvu prej nasilje kot tako. Zato tudi lahko rečemo, da pri nasilju posameznika oziroma bolj natančneje nelegitimnem nasilju so sami razlogi lahko, oziroma so precej raznoliki razlogi za nasilje, pač ne vem, od nekega simbolnega maščevanja do nekih čist takih bolj vulgarno-materialističnih razlogov, kot je lakota ali kaj podobnega. Mislim, ker je pa tudi pomembno pa to, da pri nasilju oblasti pa nikoli razlogi niso raznoliki, vedno gre za kaznovanje in vedno gre za preventivo nasilja kot neko reakcijo na samo nasilje, ki se je zgodilo, in to na podlagi logika preventivnega proti nasilja. To se mogoče sliši malo vse skupaj dosti legalistično, ampak se mi zdi, da nekako je tudi namerno narejeno tako, ker smo se postavili na pozicijo družbe in politike in to z vsemi vrstami, ki so do zdaj obravnavali samo nasilje, od Locka, Hannah Arendt, Benjamina, Althusserja in tako naprej. Zdaj, en razlog je to, da je, kot sem že rekel, legitimno nasilje edino nasilje, ki lahko traja, zato ker je legitimno, ki je izključni lasti oblasti, oziroma kakorkoli že. In glih zato nekako lahko vrši to kontinuirano, mislim, lahko se izvaja kontinuirano. Drug razlog recimo je tem, da če se lotimo nasilja posameznika oziroma nasilja, ki ni oblastno nasilje, se mi zdi, da se težko izognemo nekim pocenim psihologizacijam ali pa moraliziranjem, pač ne vem, nekateri so lačni, drugi so norci, tretji so spletkari, revolucionarji, četrti so pa neki taki logovski sprijenci, ki pokvarjajo to naravno stanje. Zdaj, mislim, po mojem se nekako tudi da temu izogniti, ampak verjetno tukaj treba res nekaj study narediti od primera do primera. Tukaj bi rad izrazil še en pomislek glede, to, kar sem na začetku rekel, glede krutosti kot neke vrste nasilja. Po mojem to nekako ni čisto smiselno, temu tako pristopati, kot to naredi Balibar, ker krutost, recimo čisto, če malo poenostavim, za Balibarja je krutost nekako tisti del nasilja, ki ne more biti postavljen v razmerju do oblasti, oziroma ne pretendira po nečem takem, kot bi bila politična oblast. Tisto nasilje, ki ga z oblastjo ne moramo pojasniti, ampak gre nekako dlje, kot je sama oblast. Zdaj ne nočem reči tega, da vsako nelegitimno nasilje dejansko cilja na neko oblast, na neko predsedniško mesto, nekaj takšnega. Ampak, kot sem rekel, so razlogi za to nasilje po mojem precej raznoliki. In glih zaradi tega se mi zdi, da ne moramo ocenjevati nasilje oziroma ne moramo imeti tega v nujni povezavi z oblastjo, da bi lahko potem rekli, da je to nek presežek, ki potem tudi konec koncev izgubi nek smisel. Rečemo, da je krutost nekakšen nesmiselen presežek nasilja. To se mi nekako zdi tudi pot, da pridemo do nekega idealizma radikalnega zla, mistifikacije nekih pojavov, ki so po mojem na neki ravni precej brutalni, precej banalni, recimo neki brutalni vaški pretepi, ki se pač lokalni kmetavzeri, lahko bi rekel, res brutalno sfajtajo, posnamijo in dajo na Facebook in ne vem kaj še vse. Zdaj, po mojem je to res neka ful banalna ideologija.
in ne neka, kaj bi rekel, kakšno neko radikalno zlo in tudi koncev ISIS. Zadnjič. Pač ta obglavljanja, če se človek malo pozanima, vidi, da je to tako ful bolj v funkciji neke propagande in politične taktike, kakor pa nekih presežkov nasilja ali kaj podobnega. Ne? Skratka, da je res tukaj bila koncev oblast na delu iz veliko bolj politično-taktičnega smisla. Zdaj še eno skepso bi rad izrazil tukaj in to je do nasilja, ki se pojmuje kot neko objektivno nasilje. Recimo dostikrat se primere navaja kot sicer malo banalen primer, ampak vseeno, da je človek, ki je brezposeln, ki nima službe in s tem in nima plače, ne vem kaj še vse, da je nekako žrtev nasilja objektivnih kapitalističnih zakonov in podobno. Skratka, da je prisiljen na neko bedo, življenje pod mostom, brez hrane, ne vem kaj še vse. Mislim, jaz ne bi temu rekel nasilje, ne bi podpiral nekaj takšnega, pač to je res bedna situacija, ampak je pa problem tukaj po mojem dost teoretski. Zdaj, če rečemo, da je ta Klošar žrtev nasilja objektivnih zakonov ekonomije, potem predpostavljamo, da se je na neki točki, da se v bistvu rodil izven kapitalistične ekonomije, da mu je bilo nekaj, kar nikoli ni imel, ali pa kar je sam po pravilih te kapitalistične igre, ki jo pač vsi nekako moramo igrati, da mu je bilo to, kar nikoli ni imel, neposredno vzeto. In zdi se mi, da tukaj nekako, če pristanemo na to logiko, ne, tudi pridemo tudi do, kako bi rekel, ne pristanemo na inverzno logiko te slavne sofistične logike primera z sofistom in rogovi. Recimo, mislim, to gre tako. Sofist nekako vpraša, če ima to, česar ni izgubil, ta človek mu odvrne, da ima to. Potem ga sofist vpraša, če je izgubil rogove in tam odgovori, da tega ni izgubil in pač sofist potem triumfira, pa imaš rogove. Ne? In tukaj se mi zdi, pač nekako pridemo do iste logike, sem na inverzen način. In recimo še nekako malo bolj redukcijo absurdum fora, če pristanemo na to, da je Klošar nek revež žrtev objektivnega nasilja kapitalističnih zakonov, je po mojem to čisto isto, kakor če bi rekel, da je narava nasilna zaradi tega, ker je v nekem trenutku nekdo se sprehaja in upadel kamen na glavo. Ampak dosti teh scholastičnih igrc. Zdaj, mislim, rad bi prišel nazaj na ideologijo, ker se mi glih zaradi tega, ker smo rekli, da legitimno nasilje ni samo zadostno, kot je rekel Althusser, da potrebuje ideologijo in da represivni aparat države nekako potrebuje še ideološki aparat države. In tukaj se po mojem na koncu tudi stavlja neko vprašanje, če lahko nekaj takšnega, kot je ideologija, ki formira mišljenje, če tudi samo nasilno, oziroma če je ideologija neka vrste nasilja. Zdaj, dosti zanimivo je pogledati, zakaj se je na neki točki Althusser sploh vrnil k ideologiji, zakaj je pač to pravi ta koncept. Kakor smo rekli, razlog je preprost, nasilje ni samo zadostno, rabi neko dopolnilo, da sploh lahko obstaja. Ne? In recimo se mi zdi, da je Machiavelli nekdo, ki je v bistvu precej dobro se zavedal tega. Zdaj, Machiavellija verjetno si poznate, ne, to je nek res tak bedes človek, res se ga je zapisal zgodovino kot nek političen hudič, kot človek, ki je propagiral zahrbtnost, nasilje, zvijačnost in ne vem kaj še vse. Ampak je malo bolj kompleksno kot to. Recimo, Machiavelli je postavil vladarja in zanimivo je, da je to kakšno figuro mu je pripisano. Nekdo, ki neko figuro, ki bi mogel biti vladar. Ta figura je kentaver. To je napol človek, napol žival. Človek je nekako pač čisto klasično neka preudarnost, razum, ki je zelo povezan z moralo. Ne? Druga polovica, živalska polovica je pa dost nasprotna, ne? Pač morala tudi tukaj ni ta vrlina. Ne? Ampak tukaj tudi treba omeniti to, da se sama žival deli naprej na dva dela, ne? Da to ni koliko kentaver v drugi polovici že je, konj, okay? Da sta te dve živali, sta lev in lisica. Zdaj, lev je tukaj res ta brutalna moč, nasilje, karkoli že, ne. Lisica pomeni pa v bistvu nekaj precej kompleksnega, neka taka zvijačnost.
In ta lisica je tisti ključen moment samega vladarja, kakor izpostavil Machiavelli, in predstavlja glih tisto instanco, ki se odloča, oziroma ki nekako pomeni neko zmožnost vladarja odločati se, kdaj bo preudaren, kdaj bo razumski in moralni, ne vem še kaj, in kdaj bo bolj lev, pač ta brutalna sila in nasilje in tako naprej. Mislim, morala tukaj, recimo, ko se mu dostikrat očita, je pač res neko sredstvo, ampak tukaj ne smemo Machiavellija, po mojem, res nekam predalč vršiti v nek peklo ali nekaj, ker preprosto res reče, da je morala sredstvo, ampak to sredstvo, mislim, neko sredstvo za realiziranje cilja, ampak cilj tukaj ni toliko arbitraren, kot se ponavadi zdi, samo da je pač določeno zelo politično, oziroma nekako predvsej bolj iz vidika praktične filozofije, kot pa moralne filozofije. In tukaj je tudi treba dodati, da tako, kar je morala, je tudi nasilje neke vrste sredstvo, tudi lev je odvisen, in tudi je podrejen oziroma ga uporablja ta lisičja zvijačnost. Ampak ker tukaj zanimivo je tudi to, da gre Machiavelli s tem tudi precej dlje. Nasilje v bistvu niti ni preprosto sredstvo, s katerim dosežemo cilj, ki je pač pri njemu politična oblast. In tukaj, pač, če ste brali Machiavellija, tukaj res vidite, kako mu je vojska pomembna, in vojska tukaj je res, se res pokaže, kako zanj ni to samo neko sredstvo, ampak še kaj več. Mislim, v primerjavi s Hannah Arendt je res, ona imela vojno konec koncev za sredstvo nasilja, ki je samo sredstvo, nekaj precej bizarnega, ampak okej. Skratka, vojska recimo je neka funkcija nje, da pač osvoji nek teritorij, in si pridobi tako nekako pogoje za družbeno in politično enotnost. Machiavelli hoče doseči neko enotno italijansko nacionalno državo, tisto, kar pač takrat ni obstajalo v času teh italijanskih mestnih državic, ki jih je on videl bolj kot problematično. Ampak tukaj vojska ni le nekak sredstvo za to, ne. V bistvu je nekako že sam cilj je v bistvu. Vojska mu pomeni ne samo to, da se ustvari prek nje neko enotnost oziroma neke pogoje, ki se bo to naredil, ampak že sama implicira neko enotnost oziroma je nekak proces postajanja te enotnosti, ako bi temu rekel čisto dobro. Recimo primer vojske, kakor sem rekel, Machiavelliju je recimo ful pomembno in res tako dosti piše o tem, da vojska ni sestavljena iz plačancev, kar se tiče te Italije. Plačanci so za njega nelojalni, če pride nek boljše plačilo, bojo šli drugam in vojska bo razpadla. Vojska tudi po njegovem ne sme biti sestavljena iz tujcev, iz nekih drugih dežel in tako naprej, ker pač se bojo težko sporazumevali, ker imajo neke kulturne razlike in tako naprej. Mislim, in pač tukaj ne bo nikamor šlo in bo spet razpadlo. Zato mora biti vojska sestavljena iz tistih, ki govorijo isti jezik, ki imajo v bistvu podobne kulturne specifike, tako malo povedan. In nekako to bi bila osnova, ki nekako postopoma potem integrira še tiste bližnje sosede, tako rekoč. In tako vidimo, da je vojska v bistvu za Machiavellija že samo v funkciji ustvarjanja te enotnosti in da ni zgolj neko sredstvo, prek katerega bi se ta enotnost vzpostavila. In tukaj, če imamo v mislih tudi to, da je vojska represivni aparat, da pomeni to, da je represivna instanca na nek način tudi sama ideološka, da je represivna instanca tudi sama funkcionira na ideologijo, sicer pač vojska oziroma ta represivni aparat ne bi trajal in bi propadel, ker niti ne bi bilo ničesa, nobene enotnosti, ki bi jo družil. In to se mi zdi tudi nek bistven ta vojaški nauk Machiavellija, ki ga v bistvu nasprotju sam sabo pritegne tudi Althusser. In če gremo dalje, to tudi pomeni, da ideološki aparati države, kot je recimo šola, mediji in tako naprej, da to niso edini, ki delujejo na ideologijo, ampak tudi represivni aparati delujejo na ideologijo. Skratka, vse nekako se zdi, da deluje na ideologijo. Nekaj podobnega se mi zdi, da je tudi v tej machiavellistični maneri pokazal Foucault v nadzorovanju in kaznovanju. Skratka, tudi legitimno nasilje mora delovati na neko ideologijo, če hoče trajati, če hoče obstati. Ampak
če mogoče tukaj pustimo te klasične represivne instance, kot je policija, vojska, in se usmerimo bolj na nekaj, kar je to, kar reče, kako bi rekel, del represivnega aparata, ampak ni nasilno v tem našem smislu, oziroma to, kar sem prej definiral nasilje, skratka ni neka vojska ali pa policija ali pa zapor ali podobno, ampak je nekaj, kar ni nasilno v tem pomenu besede, ampak je vseeno represivno. Ne? In pač tukaj se mi zdi neka taka precej pomembna stvar administracija, ki je tukaj se v nekem tekstu izpostavil. In recimo zdi se mi to neka taka ključna tudi povezava, oziroma neka ključna instanca, kako razumeti povezavo med državo pa ideologijo, zakaj je pač Althusser povezal ideologijo pa državo, ne? Zakaj je ideologija konec koncev reproducira državo. Mislim, vprašanje tudi, kaj je bilo prej, ne? Ampak okay. In tukaj se mi zdi en precej indikativen primer, lahko najdemo pri Eriku Hobsbawmu v svoji knjigi, njegovi knjigi v razbojnikih. Zdaj, čisto neka glavna teza njegova je to, da razbojniki oziroma razbojništvo je lahko nekako cvetel in se razvijali takrat, ko ni bilo moderne nacionalne države, oziroma rečemo raje moderne države. Razlog je dosti preprost in sicer v tem, da v centralizirani državi, ki pač ni bila ta moderna nacionalna država, da moč nadzora oblasti nad populacijo, da je bistveno omejeno in so nekako lahko razbojniki bili anonimni v tej svoji razbojništvu. Lahko so se skrivali v množicah, vedno so bili nekako korak pred to počasno oblastjo, zato so tudi iz njih delali neki mite in so vedno nekako prehajali iz mitov v neke konkretne osebe. Vsaj tem javnem imaginariju. In vse centralna oblast tudi takrat nekako imela izključno legitimno pravico nad nasiljem, pač ker je neka skupna, mislim, ker neka splošna definicija države, ampak nekako je bilo ta nadzor oblasti je bistveno počasen, omejen glede zaradi te strukture, ki je pač zelo hierarhizirana in nekako težko sledi tem posameznim iznikom nelegitimnega nasilja. Ne? Pač razbojnike so vedno udarili, veliko prejanja država, ki je to zvedela, nikoli niso vedeli, kdo je bil, ljudstvo jih je nekako skrivali in pač so se lahko potuhnili potem v anonimnost. Ne? In tukaj tudi potem specifika te bolj teh monarhičnih držav, zakaj so tudi to brutalne bile do nasilnih dejanj, ko se jih pa nekako lahko dohitele nek kaznenec, zakaj je mogel iti čez to simbolno kaznevanje, ne vem še kaj, ker spet ful dobro prekaže Foucault nadzorovanje kaznevanje čisto na začetku. Mislim, čisto v skladu s to logiko razširjene reprodukcije nasilja. Zdaj, kar se tiče te moderne države, se mi zdi, da ne smemo gledati to sociološko in pač govoriti in jo opredeljevati glede na substanco, ki je pač nacija, ampak se mi zdi, da tukaj veliko bolj pride v igro način političnega funkcioniranja, oziroma nek političen vidik njega funkcioniranja, ki pač ta administrativna funkcija, po mojem, nekaj tukaj precej bistvenega. In glih zaradi te funkcije lahko državni aparat za razliko od te centralne oblasti v moderni državi pride do vsakega posameznika, do vsakega posamičnega človeka na tem nacionalnem ozemlju, kot to reče Hobsbawm. Ta razvit administrativni aparat dejansko pomeni to, da se nadzor oblasti razširi neposredno na vsakega posameznika, saj le-ta ni več neposredno vezana na centralno oblast. Ta oblast lahko dejansko administrira vsakega posameznika, točno kot posameznika, kot nekoga z neko osebno identiteto in glih pač, ko lahko oblast to vzpostavi, potem razbojniki ne morejo obstajati. Razbojniki se ne more več pomešati v množico, postati anonimni, ne more jih več ta javnost kriti, če so jih pač žene, ker preprosto razbojnik z osebno identiteto ne obstaja. In zato tudi konec koncev razbojniki ne obstajajo več prav Hobsbawm. In nazadnje se mi zdi tudi policija, nekako tukaj lahko v svoji represivnosti tudi zelo nenasilno, oziroma se poslužujejo nenasilnih postopkov. Recimo, meni se zdi nekako zelo potrebno to, da nekako zahtevajo človeka, da ko v javnosti, da lahko vsakič izkaže neko osebno identiteto, da mora imeti osebno izkaznico in ne vem kaj še vse. In tudi
nekako to, da zakaj policaji tako radi vedno popisujejo ljudi, ne pač vedno hoče nekoga popisati, se mi zdi. Tako da policija, administracija in šolstvo, vse te stvari nekako reproducirajo ideologijo in ne sam ideološki aparati države, nekako Althusser trdi. Tako da se mi zdaj moramo popraviti njegovo tezo in reči, da tako represivni aparat kot ideološki aparati države delujejo na ideologijo, le da prvi primarno ciljajo na delovanje, zato nekako deluje kot prisila, pač ni izbirane, če policaj nekaj reče, da jim osebno moš dejansko mu dati. Medtem kot drugi ideološki aparati države delujejo primarno, oziroma neposredno na mišljenje in poskušajo neposredno formirati samo mišljenje posameznika. Tako da legitimno nasilje se mi zdi tukaj še vedno je pomembno, se daje moč represivnemu aparatu države, tudi če dejansko ne delujejo več z nasiljem. Konec koncev nasilje tudi, kako bi rekel, drži neko spoštovanje do samega zakona v zadnji instanci, recimo tako. In tukaj se mi zdi, da pojav te osebne identitete je predvsej bistvena stvar. Zdaj, tukaj ne mislim čisto na to neko samopodobo, kako nekdo sebe razume, tudi ne mislim nekih značilnosti skupine, posameznika, kakorkoli že, ampak mislim prav striktno nek način mišljenja, ki je s tem zahtevan. Zahteva po stalni razpoložljivosti identitete posameznika iz strani moderne države. Ta politična, praktična zahteva, ki sem pač hotel nekako na hitro skicirati, ima tudi nek psihološki oziroma malo bolj refleksiven korelat. In tukaj bi se vrnil Johnu Locku, ker točno to nekako koncipira in temu prav samozavedanje. Ta isti Locke nekako, ki je zagovarjal legitimnost nasilja in je pač spostavil državo oziroma neko politično telo točno na tem, se mu na ravni njegove epistemologije ni več treba glihbati te logike razširjene reprodukcije nasilja. Locke v poglavju o identiteti in različnosti knjige Esej o človeškem razumu, tukaj bi samo omenil, da se sklicujem na Balibarja, tukaj na njegovo študijo Lockeova iznajdba zavesti. Skratka, Locke tukaj v tej knjigi, v tem poglavju, določi kot načelo te identitete, ko govorimo o sebi identiteti, kot načelo postavi tukaj zavest. In če malo poenostavim, ker kompleksna zadeva se mi zdi, da Locke na ravni mišljenja razlikuje med občutki in refleksijami, ampak zavest niti ni eno, niti drugo. Zavest ni niti občutek, niti refleksija, ampak v bistvu točno ta razlika med enim in drugim. In v bistvu to razliko na nek način Locke, kako bi rekel, zgolj pozitivira. Sam ta razlika med enim in drugim je tisto, kar pomeni zadosten pogoj, da zavest obstaja. Zavest je tisto, ker pač to nekako drži v razliki. In če je pač nekako človek kontinuirano misli, potem na neki točki tudi se ta zavest kontinuira oziroma nekako nadaljuje skozi čas in točno temu potem reče tej stalni prisotnosti zavesti reče Locke samozavedanje. In tukaj nekako pride potem tudi v igro še s tem časom, s tem trajanjem, pride še v igro preteklost kot spomin, sedanjost, oziroma ki je pač bistvena za zavest, oziroma zavest, ki je bistvena za sedanjost, in prihodnost, ki je v bistvu precej zvezana z moralo, kar bomo še videli. Zdaj, samozavedanje ni za Locke nič drugega kot neka čista, kako bi rekel, gola pozicija, pač te zavesti, te razlike, ki pač ustraja skozi čas, neka taka transhistorična prisotnost samega individuuma v svojem lastnem mišljenju. In v bistvu pomeni točno to, da nepretrgano trajamo mi sami v nas samih, ne v naših razmišljanjih. In na ta način tudi lahko omeni, da je v bistvu samozavedanje v bistvu neka ta pozicija, ki apropriira same naše misli, ki se postavlja v neko čisto pozicijo in si prilašča te refleksije in te občutke. In navsezadnje to pomeni, da so naše misli neka naša lastnina, skratka, vzpostavlja neko instanco, po kateri so pač vse naša dejanja, vse naše refleksije, karkoli že, postanejo naša lastnina. In s tem pač tudi postanemo mi neka bitja, ki se zavedajo samih sebe in tako naprej. In tukaj je zanimivo točno to, da Locke na tej ravni vzpostavi čist isto definicijo
oziroma se posluži čist iste opredelitve bistva človeka kot bistvo človeka v naravnem stanju. Človek si lasti samega sebe, svoje telo, svojih objektov, skratka pač fokus je čist na lastnini, ne na apropriaciji. In nazadnje ima ta apropriacija čisto, oziroma ta spostavitev, konec koncev samozavesti, samozavedanja, tudi neko čisto pravno in moralno funkcijo, kot sem rekel. Če je spomin oziroma zavedanje v preteklosti, če je potrebno za to neko zavedanje v sedanjosti, da sploh lahko pride do nekih preteklih sedanjih trenutkov, ki jih povezuje ta aktualna sedanjost, ki je pač vedno aktualna v trenutku, pa mora lahko v bistvu, če je sedanjost povezal pojasnil s preteklosti, in obratno mora lahko, če je preteklost pojasnil sedanjostjo, mora zdaj lahko še pojasniti samo sedanjost in to naredi s prihodnostjo. Citiram Locka. Sodbo, tukaj se lahko nanaša na Božjo sodbo, ali pač iz sodnega dela, čist iz Biblije. Sodba bo upravičila zavest, ki jo bodo imele vse osebe, da so namreč one same, v katerem koli telesu naj se že pojavijo, oziroma katerim koli substancam naj se že pridruži ta zavest, iste osebe, ki so storile tista dejanja in si zanje zaslužijo to kazen. Skratka, s tem pridemo na vse zadnje, da samozavedanje v čisti moralni funkciji odgovornosti in kaznovanja in s tem pridemo tudi do tega, da Locke postavi samozavedanje v bistvu čisto točno to, ker nekako potrebuje odgovornost, potrebuje neko instanco, ki bi pomenila, da smo mi sami vsi odgovorni za vsa naša dejanja. Tukaj se zdi nekako, da če naredimo samo še korak naprej in rečemo, da pred Božjo sodbo, da lahko nekako že administracija in policija naredita ta pregled osebne identitete in nekako izvršita to sodbo na ravni same družbe oziroma politike. In tudi če ne gre za samo sodbo, gre za to, da se vzpostavlja to instanco, recimo samo v preverjanju osebne identitete, nekakšno je, ampak tudi, da že imaš stalno identiteto, da ti nekako usilijo to instanco samozavedanja, točno zato, da bi se nekako zavedali vseh teh dejanj in da bi tudi konec koncev bili za njih vedno odgovorni. In tukaj ni toliko pomembno, kakšna je ta identiteta, ali je to pač neka črnska faca na osebni izkaznici, je neka razlika v tem smislu, da so pač veliko večje žrtve nasilja, tukaj recimo v Franciji, ki nekako dobi človek, ki je pač veliko bolj nasilno, ampak vseeno se mi zdi, da če bi nekako probali se nekako zoprstaviti temu, da je treba upoštevati točno to, ne različne te identitete, ampak samo identiteto kot tako, ki ustraja skozi čas ravno na podlagi tega samozavedanja, ki nekako ima svoj politični korelat točno v tej administraciji in policiji in tako naprej. Zdaj, jaz sem počas zaključil, recimo, bi šel zdaj na en del, ki je v bistvu, mislim, malo bi ga rad navrgel, ker ga nimam čisto domišljenega. Točno o tem v bistvu, nekakšne te, da ne bi govoril zdaj sam še o sami oblasti, kako se ne producira, ampak tudi neke pogoje možnosti same transformacije oziroma transformacije oblasti in tako naprej. Skratka, neko korelacijo med ideologijo, nasiljem pa transformacijo. Za nasilje smo opredelili kot dejanje, ki je proti svobodni volji nekoga drugega, v smislu, da se mu neposredno vsili drugačno delovanje z ozirom na njegove lokovske svoboščine, kot so pač razum, telo, lastnina. Ideologija je pa nekaj dosti drugačnega, ker gre za formiranje samega mišljenja oziroma razuma posameznika in s tem tudi tega, kar naj bi bil pogoj njegove svobode. Ta svoboda pa je pogoj njegove odgovornosti oblasti, kot smo videli pri samozavedanju. Zdaj, na tej točki ne bi šel čist rad po tej poti, da bi zagovarjal, da bi nekako združil nasilje pa ideologijo in bi rekel, da bom drugače rekel, ne bi šel nekako rad zdaj po tej poti, da bi rekel, da je nasilje stran
neke revolucije, da nekako moramo boje spremeniti. Niti ne bi rad zagovarjal tega primarno, da obstaja neka nujnost revolucionarnega nasilja proti represivnemu aparatu države. Pač verjetno je res treba neke vrste nasilja, ker pač tako ima država nek monopol oziroma si pridržuje legitimno nasilje. Ampak se mi zdi nekako, da je tudi tukaj vprašanje neke mere, da tudi verjetno obstaja nek relativno lažji prehod, kakor je pa neko to divje nasilje. Ampak tukaj se mi zdi vseeno treba bolj poudariti točno to, da ima tudi konec koncev, če se gre v revolucionarno nasilje, da se mi zdi primarno poudariti tudi tukaj neko ideološko transformacijo, čist na način, kakor je to pokazal Machiavelli z vojsko. Če se gre v neko nasilno dejanje, mora biti na sami ravni te instance nasilja verjetno neka enotnost, neka, recimo temu, postkapitalistična ideologija, če kaj takšnega obstaja. Ampak glih tukaj se mi zdi nekako, da ponovadi tukaj neka najbolj težavna raven, da do tega ne pride. Čeprav se mi zdi, da konec koncev bi lahko obstajalo neko splošno strinjanje, vse ne pride toliko daleč. Oziroma nekako, tudi tako bi lahko rekel, če obstaja toliko marksistov, če je toliko teh teoretikov, ki zagovarja, ki kritizira kapitalizem in zagovarja neko to radikalno transformacijo, zakaj pač kljub temu strinjanju ne pride neki toliko daleč. Pa pustimo tukaj problem teoretikov in množica, kaj podobnega, ampak tudi konec koncev že na sami ravni teoretikov je tukaj kar velik problem. In po mojem razlog za nekaj takšnega, in to je res neka spekulacija, ne vem, če res drži. Nek razlog bi po mojem našel v Freudovem vprašanju, ki se ga postavil na neki točki, mislim, da je to v tekstu Inhibicija, simptom tesnoba, nek dosti pozen tekst, in se vpraša na neki točki, zakaj, ko spoznamo enkrat simptom, zakaj ne izgine, zakaj, ko spoznamo njegov mehanizem, ki ustvarja ta simptom, zakaj še vedno vztraja. In tukaj je Freud upelje temu, kar on pravi Wiederholungszwang oziroma moč prisile k ponavljanju. Zdaj tudi omenim tukaj to, da ta moč prisile k ponavljanju, da to deluje na afektivni ravni in točno to se mi zdi tudi ključno za razumevanje te radikalne transformacije. Zdaj, Freud ne gre glih toliko daleč, da bi tukaj se mi zdi definiral afekt, se mi zdi na neki ravni, on reče temu, da je to pač nek telesen občutek, ampak se mi zdi, da konec koncev je dosti več kot to. Zdaj, ta telesen občutek ima po mojem nek pomen, nek smisel. Če definiramo afekt kot telesen občutek, mislim, da moramo tudi upoštevati neko dimenzijo pomena in smisla, ki se tvori v tem občutju, čisto na nek takšen lebenswelt način, malo husserljansko rečeno, oziroma še dosti bolj fenomenološko rečeno, z neko telesno intencionalnost. Skratka, da se na ravni telesa tvori nek tak smisel, če se malo tukaj izkličem na Merleau-Pontyja. Tako da vsaka misel je po mojem sama po sebi neko takšno telesno občutje z nekim smislom za tega, ki ga zaznava. Verjetno nekaj podobnega, kot bi temu konec koncev lahko rekel, da je to neko vrednotenje. Tako da po mojem tudi, če to velja za neko misel, velja tudi za ideologijo. Ideologija, ki formira naše mišljenje, pomeni tudi določanje smisla in vrednotenja na ravni občutenja. Skratka, neko tako afektivnost. In v vsakem primeru se mi tukaj zdi, da če smo vsi nekako del kapitalizma, če smo vsi ujeti v to njegovo ideologijo, pomeni tudi, da smo na nek način afektivno ujeti, da tudi povzročajo nas neke afekte, ki so pač ideološki afekti. In po mojem tukaj, če bi hotel neko radikalno spremembo, bi mogli spremeniti smisel afekta oziroma nekako afektivnost samega smisla, ki ga povzroča ideologija, ne pa zgolj neko vednost o tem, kar opozarja Freud. In tukaj se mi zdi bistveno to upošteva, da enemu afektu se človek lahko oziroma se upre lahko samo drug afekt, kar pa pomeni konec koncev neko nasilno sintezo enega in drugega afekta v tem srečanju teh afektov. Skratka, neko nasilje. In ukolikor je tukaj sploh še smiselno govoriti oziroma na tej ravni smiselno govoriti o nekem nasilju
In če je že nekako treba afirmirati nasilje, bi se meni zdaj glih ključno nekako poudariti to afektivno nasilje do samega sebe, do svojega mišljenja, do neke te lastne osebne identitete in s tem tudi konec koncev do ideologije. Zdaj bi šli naprej z vprašanji, če bi imel kdo kaj za zastaviti. No, če ne bom pač jaz začel. Tisto, ki si govoril o Benjaminu, ki si imel pač kako drugo točko, pač teh teoretikov, ki so vsi zašli na nek način v slepo ulico. Zakaj je to, naprimer, da se sklicuje pač na neko pravo, na neko pač moralnost, sklicuje pač, da ni nasilje, potem pač. Kako misliš? Mislim, kjer je moralnost. Imel si pač pravo vzpostavljajoče nasilje, ne? Pač tak primer splošne stavke, ki se skliče na pač pravico, ki jo država podaja, pač ne vem, delovskim množicam, da se pač se jim stavka in tako naprej, ne? Da posledično pač ne vem, to ni nasilje, da potem za vsakem poslu stane nasilje in tako dalje. Ampak vse v osnovi se večina nasilja, ki ga imamo, pač na nek način pač moralizira, ne? Je problem res, pač ne vem. A to, da se nekaj moralizira, pač res na nek način, oziroma da se sklicuje pač na neko, pač ne vem, pač prepostavljeno, pač legalno, kako pač ne pisuje, kako pač to ne nasilje, oziroma pač mu pač spremeni formo, mu vzame formo, nasilje in tako naprej, no. Mislim, če te prav razumem, je tukaj vsem pomembno poštevati razliko med moralo pa pravo, ker glih tukaj nekako se mi zdi, da človek ima lahko neko svojo moralo, svoje vrednote in na podlagi tega neposredno deluje. Medtem ko v bistvu tukaj pripravil vse, kakor to Benjamin razloži, vse, kakor sem jaz to razumel, je pa to, da tukaj ne boš šel toliko daleč, da bi sam ti storil to, ampak se sklicuješ na neko tretjo instanco, ki je pač nekako implicira to pravo, ne. In tukaj se mi zdi vsem lahko ta razlika. Tudi mislim, da Benjamin na neki točki govori o mitičnem nasilju, ki je pač na nek način točno to, kar ti govoriš in to bi mogoče dejansko lahko bilo neko tako, kako bi rekel. Na nek način imaš ravno pa lahko pač še višjo pravo, ne vem, da si sklicuješ na nekaj, kar ni pač podobno, kako je Mačonski v oni debati s Foucaultom, prav pač ne vem, ok, imamo zakonitost kot tisto, kar je pač v določenem redu dovoljeno in tako naprej, nekaj, kar ima pač določene pravne akte za sabo, medtem ko on se sklicuje pač na pravičnost in pač v bistvu še na instanca, ki pa pač ne vem, še kakor pač neko božje pravo, ja ravno pač ne vem, postavljeno pač nekaj skupaj, ne tisto pač ne vem, transcendentalna ideja pravičnosti in pač podoben bullshit, ne. V osnovi pač, ni tudi pač neke revolucionarne, pač ne vem, sklicovanje pač na opozicijo, pač ne socializem ali barbarstvo, pa to v bistvu ravno sklicovanje pač na neko pač tako višjo pač ne vem moralizacijo, oziroma na neko višjo pač ne vem pač pravno obliko, ki se pač ni vzpostavljena na enak način, kot pač ne vem državno pravo stil v formi pač ne vem to, kaj pač podobno. Pa po mojem glih ne mora biti v formi podobno. Glih zaradi tega, ker konec koncev pravo je tisto, kar nekako določa, mislim, ker ima neko dominacijo na tem, da pove, kaj je dejansko v bistvu človeka, recimo, ne. Medtem ko morala je pa vedno nekako podrejena, tukaj podrejenem položaju se mi zdi, da je že tukaj neka razlika tudi v formi konec koncev, ne. Tako čisto. Jaz sem malo dodal, s tem vprašanjem, v resnici pač nisem se bral tega Benjamina, ampak pač tukaj ni bila nerazumela tvoja argumentacija, v resnici pač, če sem te prav razumel, si pač trdil, da to pravo postavljajoče nasilje ni nasilje, zato ker se pač ravno mora sklicovati na neko pravo ali moralo, medtem ko pač to nasilje, kako že pravo vzdržujoče, ohranjujoče, pa pač je nasilje, ampak pač ravno to se pravzaprav vedno sklicuje na pravo, ravno pač policijska represija se sklicuje na pravo, zato da je policijska represija.
Mislim, policijska represija se ne sklicuje na česar. Mislim, veš, ko imaš ti policaj, se ne bo nikoli rekel, pač ti si dolžen nekaj pobogati, ne. Pač načelo, ker je legitimna sama oseb, ne. Mislim, to je potem tudi ta razlika, ko v bistvu Hannah Arendt hoče povedati. Pač, mislim, recimo, ne, ti imaš oblast je konec koncev, če je represivna, je legitimna sama oseb, ki je razvezana na oblast. Medtem, ko če imaš ti nasilje, ki je ločeno od tega, se mora vedno upravičevati na nečem tretjem. Ne? In tukaj je bila tudi razlika med moralo in pravo. Ne? Pač pravo je tisto, kar je iz tega vidika, če razumeš to kot temelj družbe, legitimno samo po sebi, medtem ko morala vali tudi tisto, kar rab tisto zunanje utemeljevanje. Ne? Mislim, kar se tiče tega dela, ne vem, kaj točno si čist. Torej, to pravo vzpostavljajoče nasilje, torej pač delavci, ki zahtevajo pravico do splošne stavke, se pa sklicujejo na moralo. Ne, no, pravo. Lih point Benjaminja je to, da on opiše nek konflikt oziroma razredni boj v samo pravo. In da reče, stavka je zajamčena. Še vedno ne štekam, kako zato ni nasilje, ker se sklicuje na pravo. Ja. Mislim, zaradi tega, ker pač se sklicuje na pravo in s tem ni, kako bi rekel, neposredni agent vršenja te same spremembe. Ne? Pač recimo stavka, kakor jo nekako razloži Benjamin, je v tem, da ti zahtevaš od države oziroma od prava, da spoštuje svoje lastne določitve in naredi neko spremembo. Stavka ni nikoli, vsaj v tem primeru, tista, ki bi pač, ne vem, šla do delodajalcev in pač rekla, fuck off, zaprli vas bomo v bajto, zdaj pa spremenite pogoje, tako kot v tistem Godarjevem filmu, se mi zdi neka podobna situacija. To se mi zdi, da bi bila neko nasilje, ampak iz Benjaminega primera to ne bila več stavka. Mogoče še glede kultosti. V tem barvnem tekstu se načeloma reče, da pač nasilje, ki je pač vezano na oblast, se pravi pač ali na proti oblast, pač načeloma mislim, da tam ravno razšir pač en pojem oblasti, ne. Ni več tako, da je pač ne samo pač oblast na eni strani, pač ne vladajoča instanca, ki je legitimna, ampak tudi proti oblast je na nek način pač modus pač oblasti, pač na nek način obče razumljena, pač nekaj celote pač razmeri hierarhij, ne. Reče, da pač zmeri na nek način pač pride nek kanček kot raven, kjer ne gre za smotrnost, kjer se mogoče je pač nekaj zgodil zaradi določenih pač ne vem, smotrnih preračunavanj in tako naprej, pač lahko pač navedeš pač neko racionalno za tem, kot na primer definitivno pri ISIS-u, pač o katerem si govoril, ampak pač da se pač ne vem, preprosto pač vse ne gre kukaj pač ne pač po načrtu, pač ne z besnino, ni tako pač čisto ločeno. Za meni recimo on da tam en primer o tem, da so, kako je že razlagal, da so srbski vojaki posiljevali bosanske ženske, zato da so lahko srbske otroke zaplodili v njih, ne, da so tako sovražnike, mislim, da morajo zrediti svojega sovražnika. Mislim, meni je to tako, se je res tako ful brutalna, pa res je sik fora, ampak meni je to tako zelo racionalna zadeva. In tukaj je pač tako, reč uničiš nasprotnika, ki je pač čisto politično določen. Čisto oblastno določeno. Zdaj si mislim pravno, tukaj gre po mojem pač za prepletanje, ampak vsema še kaj še druge primere. Mislim, da Lihtensk prvič govori o krutosti, da pač primera nekih protestov, naredov, ne vem, v 60-ih, 70-ih, pa pač ne govori v Mariboru, sem še rekel definitivno, da ne. Ko pač da do politični smotri so bojeno, samo vse, kar se pa zraven pač dogaja, pač na nek način pač podobno malo saturnalje, ampak preprosto pač besmenju, pa ni pač nekaj, kar bi lahko pač nekaj preprosto, pač ne vse pač poracionaliziral, no. Mislim, lahko rečeš, ampak z moje vidika je bolj to, da gre bolj, malo sramno rečeno, tripanje na neko brutalnost. Mislim, po mojem je kle sem razlika v stopni brutalnosti. Pač, če si ti bolj gabi to, da ta človek posili žensko stodeno sovražnika v svojem tribuhu, je to krutost, ampak še vedno se mi pa zdi, da je kle predvsem ista racionalnost. Mislim, da je pač, ne vem, da je pač kvalitativna razlika, če imaš, ne vem, preventivno proti nasilje ali pa pač nasilje oblasti, proti oblasti.
vsake zmeraj gre pač za nek pač smotr, za neko instrumentalnost še zmeraj, ne, medtem ko pač Se recimo, on je naredil, mislim, v tem, ko gre na primeru, človek je posilil neko žensko zelo politično, tle je bil velik smotr. Ravno pač to, da bi pač rekel, da ravno ne gre, pač ni posilstvo, kot tako, pač ni pač primer krutost v bistvu, ne. Mogoče. Samo krutost pa obstaja. Ja, to je bolj vprašljivo, ja. Oziroma brezrezervnost obstaja. Ja, kot celotna zgodovina, ker nima smotra ali pa subjekta in tako naprej, ampak kaj drugega pa verjetno bolj težko, no, pač to se mi vzdam, če treba pač pojem na nek način pač preoblikovati. Sej, moja ni to, da zgodovina ne bila, mislim, zgodovina. Po mojem ljudje imajo smotre, samo da pač ne gre glih realno v to smer. No, okej. Včasih, mislim, kaj je bila pol krutost brez smotra, mislim, če je pol sploh ne intencionalno dejanje, pol ni več dejanje, pol ni več krutost, verjetno. Še enkrat, kot zgodovina pač pogledana v celoti, kad danes ne moč reči, da ima pač nek subjekt, nek smotr, kateremu teži, ampak da je pač... Ja, vem, mislim, tudi potres nima smotra, pa tudi, če bo še da je krut, na isti način, kot zgodovina. Mislim, po mojem, vsem ni smiselno reči, da je krutost nekaj, kar čez brez smotra. Mislim, je vsem namerno. Namerno, brez smotra. Pač, ne vem, imaš ta nadrealizem, kot pač najbolj nadrealistično dejanje, kot pač brezsmotrno streljanje v množico. Ja, da, sem mislim, da je dejanje, ki imaš nekaj, mislim, Totalno nesmotrno dejanje. Ja, no se to ni isti način, ko zgodovina. Mislim, da vem, pač, kaj lahko naštejemo primere, sem tako težko rečem, ker ne poznam tega primera, jaz preprosto ne verjamem, da človek, mislim, da ni iz strani človeka, da obstaja neko nesmotrno dejanje. Če že obstaja, je protismotrno nečesa drugega, kaj bi rekel. Zdaj, naslednji teden, ker je Moanis povedal in se bo pač predstavil enkrat na maja, nekaj tazga nimamo, potem pa pač nadaljujemo čez 2 tedna, mislim, da se Martin, To, če bi bila Moanis čez 2 tedna, Prav. Se zmenimo.